Hvaležno pozdravljeni! Ja, danes boste pa rekli, zdaj se jim je pa dokončno zmešalo, o čem bojo govorili. Spraševali se bomo, ali je dovoljeno ljubiti več kot enega partnerja. Moram vam povedati, da je takšnih, ki imajo odprte zveze oziroma ki nimajo samo enega partnerja in si to dovoljujejo, da je takšnih več, kot si mi mislimo. In poznam kar nekaj parov, med drugim en par, za katerega lahko rečem, da se razumeta mnogo bolje kot vsi tisti, ki pa mogoče so ljubosumni, pa veste, koliko energije to gre, če si ljubosumen, pa gledaš, pa si v neki notranji stiski in tako naprej. In danes vam bomo, ne samo da bomo govorili o tem, ampak predvajali tudi izjavo, in sicer izjavo ene naše gledalke, ki je bila pripravljena povedati, glede na to, da živi v odprtem razmerju, v odprtem zakonu, in nam je bila pripravljena povedati, kako to dejansko je, kako to dejansko gre. In o tem se ne govori, to je skrito. In kljub temu, da mi mislimo, da taki pari so fajn zmešani, pa malo čudni, a ne, boste danes ugotovili, da imajo en zelo zanimiv sistem. In kakor se vam to zdi bizarno, naj se vam zdi, ostanite z nami, ker izvedeli boste veliko zanimivih stvari. George pa pride zdajle k meni, ker on pa tudi se spozna na te tematike in ja, no, evo ga, saj je že tukaj. George, kar pridi, kar naprej, po domače. Super. O, živjo. Živjo. Izvoli. Ti lahko pripravim en čajček? Ja, lahko, ja. Komarčka, v redu? Ja, super. Ta je ta teden aktualen. George, a si ti osebno kdaj izkušnjo, da si ljubil več kot eno partnerko? Ja, sem imel. Si imel? Ja. In kako je to sprejela? Ja, v bistvu ta druga je bila taka, da sem je mogel razložiti, kaj sploh to je. Kako se reče temu tako strokovno ali kako? Poliamorija? Ja, poliamorija, oziroma poliamor bolj po slovensko, ja. Zame je to bolj svobodno ljubeči. Ampak človek je malo zmeden, a ne, v tem smislu, ker nimamo tega, kaj naj rečem, programa v glavi, da zdaj pa mi lahko, pa imamo več kot enega partnerja, oziroma da lahko resnično ljubimo več kot eno osebo. Ja. To je v bistvu že sama ta stav, ki je v bistvu skregan z logiko, dejansko imamo v življenju veliko ljudi radi. In tudi recimo svoje otroke, svoje starše, svojega partnerja, pa prijatelje, je posebne oblike ljubezni so. In v bistvu, kar sem pri poliamoriji izkusil, je to, da z nekomu si tudi intimen bolj lahko, da se ta ljubezen poglobi in da lahko z dvemi osebami hkrati ali pa več, pač meni sta bile to dve osebe, da sem čutil globoko ljubezen in da zaradi tega v bistvu ni bila ena manj pa druga več, ampak samo drugačna. Tudi drugačne osebe so ena druga. Ena je bila drugačno zgodovino, drugačno osebnost in vse, in druga spet drugačno. No, ampak oni dve sta vedeli za to, seveda. Ja, odprte karte. Odprte karte. To je bilo od začetka, da sem vse povedal, je bilo tudi meni narodno, ker to vse razložiti, ker nisem vedel, kako se bo odzvala druga partnerka. In kako se je odzvala? Ja, v bistvu je bila tako nova stvar in je tako razmišljala o tem, pa je rekla, da bo razmislila in potem se je naslednjič pa spet javila in so šla spet skupaj ven. Tako da pa je zanimalo več, kot da je nas sprašvala. Ampak one dve ste se kdaj srečali? Ja, v bistvu so bili tudi skupaj, smo šli ven, ker je bila ona s svojemu partnerjem, to drugemu pa jaz s svojo partnerko, smo bili skupaj, smo preživljali čas. Tako da dejansko ta zadeva, pač vem, da veliko potuješ, mogoče to v tujini so bolj odprti glede tega oziroma bolj pokažejo. Ampak, a bi se strinjal z mani, da je v Sloveniji mnogo več tega, kakor si mi morda mislimo? Ja, mogoče, če čisto tako bi rekel, da vprašanje, kako sami sebi dojemajo oni. Ja. Ali imajo odprto zvezo. Jaz sem odmil, da sem imela recimo bivšo partnerko, sem imela na začetku odprto zvezo, se nisva nič govorila med sabo, s kjerim obova, samo pač oba, da so si dala ta prostost, kao. Ja. Kasneje so videli, da to ni bilo dobro za naju, ker so mogla njene stvari skrivati pred drugim, se ne govoriti o tem, so odprla, so rekla, so bo vse povedala. In tako, ko si omenila v tujini, mi da so v Barceloni na 5000 kilometrski poti, ko so peš hodila, da so v Barceloni ustavila in so tam prvič po 2 letih najmanj odprte zveze naletela na poliamor izraz prvič.
da obstaja ljubezen do več partnerjev. Tako. To bo zame čisto nov koncept takrat. Nekaj, kar sem že od najstniških let skozi nekako čutil, da je v meni. Kar je meni najbolj zanimivo je, če bi iz tega našega čudovitega, lepega, krasnega sveta odvzel vse te slabe občutke, ki nastanejo zaradi ljubosumja, zaradi varanja in vsega ostalega, ta svet bi bil toliko manj obremenjen z žalostnimi obrazi, toliko manj solz žalosti in jeze in vsega bi dejansko bilo. Se pravi, ti gledaš na pare, ki se grejo v neke ljubosumne agonije, si misliš kaj si misliš o njih? Pač sem nekaj ene skrbi za brez veze. Koliko se jim da? Tak bav, če se ene dva pa da ljubčka data, ali pa karkoli se zgodi med njima. To je enkrat, mislim, moja izkušnja pa tudi moje partnerke in drugih je bilo tako, da ko si ti svojega partnerja pozval z drugim, to je bilo nekaj najlepšega. Ker si videl tisto ljubezen, ki je en drug njemu naklon, pa ti si to lahko pozval. Presenetljiv, da mi je zame to zelo lepa izkušnja. Niti bilo hudo. Ne, v bistvu... Ni te razgnal, da bi ga... Takrat ne, ampak kasneje sem pa pač tudi opazil, da sem imel vse ljubosume, kljub temu, da sem bil jaz iniciator take zveze. Da mi je bilo pa kasneje prišel občutek, da mogoče pa je pa on ima nekaj več, kot pa jaz, pa z njemu mogoče bolj uživa, pa se bolj smeje. Se pravi, nezaverovan si bil ti vase. Ja. Ali sem dovolj dober? Moja nesigurnost je popolnoma prišla ven in to je ta ljubosum je. Vse v bistvu ljubosum je povezan bilo, vsaj pri meni, s tem nesigurnostjo, sam vase, dvome, ki sem jih imel, ki nitak nimajo veze z realnostjo. In če si pa ti dovolj siguren vase, se pravi, da imaš pa dovolj samozavesti, pa povsem brez slabe vesti dovoliš svojemu partnerju užitke tudi z drugim. Ja, ker spodaj pod vsemu temu je bila ta goreča želja, da jaz hočem za partnerja svobodo in tudi užival sem v tem, ko sem to videl. Pa zase, ko sem izkušal, ko svoboda imela, pač smo se dobivali skupaj in vse. Zraven je pa prišlo ti občutki, vse, kar je bilo v napoto. In kako si to spucal? V bistvu, zaradi tega sem veliko bolj prišel v stik s svojimi čustvi. Ja? Tako da, že kot prvo, da sem sam priznal, da imam ljubosumja, priznal, da me je strah, priznal, da sem nesiguren sam vase in sem lahko na temu začel delati. Bila to v bistvu zame odskočna deska, glih ta odprtost v odnosu, da sem začel bolj delati na svoji samozavesti, pa da sem sam zase dovoljen, pa tako naprej. V Ameriki so naredili raziskavo, zdaj ne vemo, koga vse so zajeli, ampak oni so prišli do ugotovitev, da 5 do 8 parov živi v odprtih zvezah, 20% pa jih poskusi odprto partnerstvo, oziroma odprto zvezo. Zdaj, tudi na Facebooku imaš možnost, open relationship, zanimivo. Ampak mislim, meni se zdi, da so številke bistveno večje, ampak o tem se res ne govori. Ja, mislim, zelo težko. Sicer v Sloveniji, jaz, ko sem iz Barcelone prišel, sem na Facebooku ustvaril skupino Svobodno ljubeči poliamor, ampak tako nas ni bilo kaj veliko. Mislim, da je malo čez 40. Tako sem pričakoval, da mogoče se bo pa malo več odvilo skozi čas, pa se niti ni. Je pa ogromen tudi, pač ljudi sem svojih prijateljev, tako sem slišal zgodbice o nekomu tretjemu, ki nam je imel odprto zvezo. Sam sem jih tudi zelo malo spoznal v Sloveniji. Tako ne vem, ne znam reči realno, kakšna je številka teh ljudi, koliko se dejansko ne pove. No, imamo, v nadaljevanju boste slišali izjavo ene gledalke, ki nam je zaupala svojo izkušnjo, ki je tašna, poročena že mislim, da več kot 5 let. Imamo pa še eno zapisano in sicer tudi od anonimna izjava seveda. Jaz osebno nisem za odprte zveze, preveč ljubosumna ženska in ne bi prenesla, da moj fant natika še kakšno drugo. Moja sestrična popolnoma drugačno mnenje, s fantom imate odprto razmerje, jaz si razlagam tako, če se komu zalušta, gre pač z drugo oziroma z drugim, ona pravi, da se pri tem sprostita, sta manj napeta in se ne kregata, pa še kakšno izkušnjo več dobita. Ampak v osnovi, ali za odprto razmerje, odprt zakon, kakorkoli že, moraš imeti kakšna pravila, ali je to ravno obratno, se pravi, da je brez pravil? Glavno, kar je bilo, pa tudi mogoče največji izziv, pri meni je bilo biti skozi odprt, pa se pogovarjati glede vsega. Tudi, recimo,
čutil sem, da ima ona ene dvome in druga partnerka. Ne? Ja. In sem jo mogel vprašati, ker sem čutil, da nekaj je vmes med nama in sem vprašal, če ima kakšen strah, kakšen dvom glede tega. In sam skozi pogovor v bistvu sva ustvarila pa spet isto praznino, tako da se pogovarjaš vsem osiguran, ker smo toliko naučeni, da en drugega sumja, ka pač iz sebe izvira. Ampak to zgolj zaradi tega, ker smo nesigurni. To je samo moja izkušnja. Jaz ne bi rad rekel za druge ljudi, za zase pa rečem, da siguran, da je bila ta ljubosumje toliko v spredju. Đorđe, v nadaljevanju preveriva tole izjavo, ki jo imamo posneto, tale trenutek pa preverimo aktualna dogajanja, kjer se srečujemo ljudje vseh velikosti, starosti in okusov. Dajmo preveriti. Božanski večeri so kombinacija plesnega izražanja, različnih metod samonegovanja in zvočne kopeli s kristalnimi, šamanskimi in drugimi instrumenti, s katerimi spodbujamo delovanje desne možganske polovice, saj v vsakdanjem življenju bolj ali manj uporabljamo levo. Ko ustrezno spodbudimo obe, bolje uporabljamo tudi intuicijo, instinkte, smo bolj uravnoteženi, mirni v sebi. Božanski večeri so še posebej primerni za ljudi, ki imajo zahteven tempo z veliko obveznostmi. Za ljudi, ki imajo veliko razumskega dela. Ljudi, ki se jim vedno mudi in hitijo od obveznosti o obveznosti. Za ljudi, ki se zavedajo, kako pomembno je, da čas namenijo sebi, ki preveč izpolnjujejo želje in potrebe drugih, sebe pa pozabijo. Pa tudi za mlade mamice in nosečnice. Vsak zadnji torek v mesecu v studiu Eviana v Trzinu, v januarju 30. ob 18. uri. Predhodne prijave so obvezne na 02 6200 230 ali info@klepetobkavi.si. Vabljeni torej na naša srečanja, na božanske večere in seveda še kako vabljeni na seminar v januarju in februarju. Z Đorđem se danes pogovarjava o tem, ali je dovoljeno ljubiti več kot eno osebo in ugotavljava, da je. Za vsakega posameznika, če se tako odloči in tako tudi čuti, pa ima dovolj poguma, da si to prizna. Na neka pravila smo naleteli in sicer na neka pravila, ki se jih ponavadi spoštuje v odprtih zvezah. Seks s skupnimi prijatelji in znanci odpade, da seksualna srečanja z drugimi osebami ne smejo vplivati na skupne načrte in obveznosti drug do drugega, da vedno, da je spolnost, da je zaščitena, da je treba postaviti meje, da moraš biti pripravljen na poplavo čustev, se pravi to, kar si ti omenil, da pride na vrh. In da če si nesrečen, pač tukaj dejansko potem prekineš s tem. In verjetno to, da si ves čas zelo iskren do sebe in do drugih. Ja. Sploh v stiku s svojimi čustvi, s svojimi strahovi, ki jih imaš, da si jih upaš skomunicirati, da te ne bo zaradi tega nekdo odrezal jajca. Sploh moški pač, če se odpreš, da si izpostavljen, ampak zaradi tega lahko čez priješ čez vse to. To je za ženske vsekakor velik izziv. Ženske imamo v sebi, nisem dovolj lepa, ker imam tle gram celulita, nisem dovolj lepa zaradi tega nisem dovolj dobra. Na koncu koncev milijarde evrov se dela na leto zaradi tega, da se ženskam dopove, da niso dovolj dobre. Da se pa ženska gre neko tako odprto zvezo, mora pa presneto imeti v sebi dober občutek, jaz sem dovolj dobra. To je velik izziv. Bi rekel, mogoče je. Manj kot moški, ne? Ampak recimo, moški, nisi nikoli imel v smislu, kaj pa če ima on boljše orodje, kot jaz, pa ji to bolj paše. Če jo bolj zadovoljuje, če bolj uživa z njemu, siguran. Ampak je dejansko, to lahko te straha, lahko pa tudi dejstvo pogledaš, da dejansko je ta človek drugačen in bo na drugačen način uživala z njemu. Zanimivo je bilo, koliko sem reagiral, ker sem se z nekomu ful smejala in nisem pa jaz pogledal, z mano se pa nekako ne smeji in tak občutek, da se toliko ne veseliva. Ampak je bilo pač stvari, ki sem jih imel jaz, ne samo z odnosom z njo, ampak tudi z drugimi odnosom. To je bilo zame toliko zanimivo, ker sem nekaj imel z njo v odnosu, sem mislil, da je ekskluzivno med nama to problem, je bil tudi z drugimi osebami. Ta moja negotovost, recimo tudi. Zanimivo. Tale trenutek pa deva prisluhniti torej izjavi, ki jo imamo pripravljeno.
Mi z možem sva poročena 13 let, sva svobodna, se pravi, imamo odprto razmerje. Tega sicer ljudje ne vejo, ampak vidva pa, da se veliko bolj razumeva, kot ostali pari, ko so mogoče v klasičnih zakonih z vsem ljubosumjem pa tem zadevam. Mislim, da moraš biti za to, da dovoliš drugemu pol užitke, še s kom drugim tudi, da moraš biti zrel v glavi, da mu privoščaš, kakor tudi sebi. Pa se je dosti drugih stvari, zaradi katerih sva skupaj, ni to samo zaradi spolnosti pa tega. In mislim, da je to kar zdravo, pa dosti takih tudi v Sloveniji, sam pač na glas ne govorijo tega. Torej, omenila je, da sej ni spolnost edino, kar naj veže, da bi to drugemu dejansko onemogočilo, da bi mogoče še naprej levo pa desno pa tako naprej, a ne? Ja. V bistvu, ne vem, kar sem tukaj videl, da v bistvu z vsako osebo posebej se na drugačen način ujamaš. In to je treba pač tudi razločiti, ker drugače si lahko ful vpet v to, da mora biti ena oseba res čisto vse zahteve izpolnjevati. In recimo z eno partnerko sem se zelo ujel na telesni ravni, sem se zelo ujel v druženju, v plesu, z drugo sem se pa bolj ujel na duhovni ravni, ker jim je čisto drugačne izkušnje in so se lahko poistovetila duhovno in so spet čutila nekako večjo povezanost. Lahko bi zaprepadal to, zdaj pa ta tista, ki je ta prava, ali pa ona ta prava. Pa v bistvu sem videl, da je vsaki lahko nekaj tako praznino zapolnjen. Ljudje bi rekli, mogoče to funkcionira, ampak ko pridejo otroci, se vse skupaj konča. Kakšno je tvoje mnenje? Mnenje? V bistvu nisem še do zdaj sploh, v bistvu poznam samo en par, ki ima ta otroka, ravno kar ga mislim, da je že prišel na svet. Ostalih pa nisem spoznal, tako da težko rečem, kako je. Eno pa siguren dejstvo, da imaš manj časa, ker imaš več časa za otroka za posvetiti, tako da vprašanje, kako si pol ta čas razporediš tudi za drugega partnerja. Sej treba sam iz glave ven, da je to en drug partner, pa ta tabu zraven, na karkoli je, pa sam gledati, da je še to ena druga oseba, ki ti je pomembna v življenju in kako boš z njo čas preživljal. Da se več ljudi v življenju imeti, ni treba biti zaprta družina samo zato, ker imaš otroke. Ampak meni se zdi, da ko ljudje slišijo besedo poliamorija, da to si zdaj kar predstavljajo že neke svingerske zabave. Ja. Zato je to prva stvar, ki je na misel pride seks in pa vse okrog tega, ampak nekaj to seks iz glave pridati iz enih fantazij, pa to zafilati vse noter. Sam, ko enkrat prideš, vsaj zame so pomembno iskreni odnosi, pa da eno globino v njih iščeš. Meni tudi ni zdaj poliamorij to, da pa zdaj z vsako me odprta vrata, pa grem lahko kamorkoli čem, ampak še zmeraj je pomembno, s katero osebo sem. Tako da se s tisto osebo razumeš, da imaš lahko odprte karte spoznal, da se lahko pogovarjaš, da imaš iste vrednote in tako naprej. Intimnost je res en tak zaklad, ko se ti nekdo odpre, ali pa sam, da se sploh dopustim to. Preveč kot samoumevno jemljamo to, pa premalo sveto, ta prostor svoj. Ja, nekateri bojo pa rekli, da premalo sveto v današnjem času človek jemlje zakon. Ali lahko spoštuješ pravila zakona, zmeraj v dobrem in slabo bom ob tebi in tako naprej? Ali lahko spoštuješ vsa ta pravila zakona, pa hkrati imaš odprto zvezo? Ja, definitivno. V bistvu, kot si prej omenila, mogoče ta pravil, da se med sabo, se pravi, če si nekje za komu drugemu, da to nekako ne škoduje temu odnosu, pa tem stvarem, ki ste se jih sama zadala z eno partnerko, tako da v bistvu ti drugi odnosi prispevajo tudi ta odnos. Z drugo žensko se čisto z drugimi stvari soočaš, druge stvari spoznaš, pa kar se tiče seksualnosti, tudi druge trike. S katero pa pol živiš? Ja, s tisto, ki si jo zbereš. Zdaj vprašanje, če boste skupaj lahko tudi same dve živele. Za mene je zelo pomemben moj oseben prostor, da sem na svoje. Tako da jaz sem zelo nekaten v temu, rad imam svoj prostor in zase živim. In si rad pač s partnerko delim svoj čas drugače. Imamo skupen čas, pa vsak čas zase. Se pravi, preveč smo obremenjeni s tem, da je v družbi nekako sprejemljivo, kako ne bi potekalo naše življenje, se poročiš, imaš otroke in tako naprej in to je to. Ni drugih opcij. Ja, v bistvu ni enega odprtega razmišljanja, kaj se da ustvarjati skupaj, na kaj bi mogoče še delovalo, kakor je že kar avtomatsko, da drug način bo pa spodletel. Ampak je treba, pač vse, si izbereš nekaj te vleče, si želiš to in pa bojo prišli na tebi nasproti dvomi, strahovi, vse ostalo, kar pride zraven, pa greš čez. Ampak je v bistvu, ne vem, karkoli sem tega čez v poliamor odnosih čez dal, mi je ful prispeval v en in v drug odnos. Kar se intimnosti tiče, da sem veliko bolj sproščen,
da ne vem, tudi, da precej hitreje se odprem, pa se pogovarjam stvari, pa precej hitreje prepoznam dvome, misli, kakšne, ki recimo ustavljajo ta odnos, pa ta tok med nama. Wow. Pač izkušnje so, a ne? Pač, ko imaš več teh primerov in se naučiš, ne, hitreje. Najlepša hvala za to, da si delil vse to naprej. Verjamem, da se bo kdo našel, verjamem, da si koga razjezil, verjamem, da si komu rekel, kašen car, lej, jaz še za svoje ne morem poskrbeti, ta lahko pa dve hkrati. Najlepša hvala, Đorđe, da si bil v naši družbi, hvala ti lepa. Takole, vi pa preverite na www.klepetobkavi.si še kakšno zanimivost in pa, če imate tudi vi kakšen komentar temu na info@klepetobkavi.si, kaj povejte, ali pa lahko celo pokličete 02 6200 230 je ustrezna telefonska številka, tudi kar se tiče dogodkov, če se želite pridružiti. Od zamere, ljubosumja, jeze, sovraštva, občutka, da ne bom zmogla preživeti, kako bom vzgajala sama otroke, kako bom vodila računovodsko podjetje.